Dobrodošli v oddaji Šola z okusom. Najprej se vam, gledalke in gledalci, želim zahvaliti v imenu naše šole, saj ste se mnogi odzvali našemu vabilu v prejšnji oddaji in nas podprli z nakupom knjižice receptov Preprosto po babičino. Naše zadovoljstvo je toliko večje, ker ti s kopičkom od prodaje pomagamo dijakinjam in dijakom v stiski. Ta na našo šoli že utečena humanitarna dejavnost nas spodbuja, da še naprej delujemo solidarno in krepi našo voljo za nove podobne projekte. Za današnjo oddajo pa smo pripravili turistični sprehod po Meranovem. Prikazali bomo tudi, kako se pravilno odpira buteljčno vino. Izvedeli boste, kaj je poroka o okusu jedi, ki jih običajno pripravljamo skupaj, pretežno v zimskem času. Ampak najprej se na turistični rubriki ostavimo na Meranovem. Njegovo predstavitev je pripravila Petra. Meranovo je znana in priljubljena turistična in pohodniška točka, od koder se razgled odpira proti Pohorju in na drugi strani vse do reke Drave. Ker je bila na Meranovem leta 1832 ustanovljena prva vinogradniška šola na Štajerskem, je očitno, da je bil ta okoliš vinorodno bogat že dolgo pred tem. V začetku 19. stoletja je velik pečat na tem območju pustil nadvojvoda Janez Avstrijski, ko je kupil pobočje v okolici Limbuša in Peker. Posestvo je kmalu dobilo ime Meranovo. Nadvojvoda Janez je skrbno negoval tudi svoj odnos do kmetijstva, še posebej do vinogradništva. Tedanje vinogradništvo je bilo na Štajerskem slabo razvito, oskrba ni bila profesionalna. Ker je nadvojvoda dobro poznal razmere ob Renu in kakovost tamkajšnjih vin, se je odločil za prenos sort v štajerske kraje. Leta 1823 so na Meranovem začeli saditi nove sorte trt. Izjemen uspeh se je pokazal že ob prvi trgatvi. Vinogradi so postali ugledni in znani. Kmalu po ustanovitvi prve vinogradniške šole na Štajerskem se ji je priključil še sklad za nagrajevanje viničarjev. Posestvo nad Limbušem je bilo v lasti naslednikov nadvojvoda Janeza do konca druge svetovne vojne, ko je bilo nacionalizirano in dodeljeno v upravljanje splošni bolnišnici Maribor. S prenosom upravljanja posestva Pohorski dvor na Fakulteto za kmetijstvo je postala hiša nadvojvoda Janeza s pripadajočimi vinogradi del Univerzitetnega kmetijskega centra Pohorski dvor. Od tedaj do danes so vina z Meranovega prejela številna priznanja in nagrade. Danes je na Meranovem Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo. Njegova posebnost je tudi bogata genska banka, ki vsebuje več kot 400 sort različnih trt. Ob posnetkih vinorodnih okolišev in ob predstavljanju zgodovini Meranovega se zlahka zavemo bogate naravne dediščine tega področja in predvsem pomembnosti pravilnega gospodarjenja s takimi posestvi. Tako kot pravi pregovor, vino pij iz male steklenice, učenost iz velike. Vemo, da je vinogradništvo zahtevna panoga. Tudi postrežba vina je razvila svoj protokol. V naslednjem prispevku bodo dijaki v učilnici strežbe prikazali pravilno odpiranje belega buteljčnega vina. Dober dan, sem Timotej Toplak, dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor in danes vam bom pokazal, kako se pravilno postreže belo vino. Na začetku vzamemo vino iz hladilca, ga obrišemo in ga nato predstavimo gostu. Ko predstavimo, je pomembnih 5 podatkov. Ime vina oziroma sorta, letnik, stopnja prevretosti sladkorja, pridelovalec in okoliš. Kasneje pokažemo glavno in stransko etiketo gostu in kasneje lahko pričnemo z odpiranjem. Torej, na začetku odpiranja odstranimo folijo. Pripravimo odpirač. Zabodemo. In moramo paziti, da ne zavijemo čist do konca, kajti nam lahko zamašek oziroma plutovina zamašek pade v vino. Damo na prvo prekato, kasneje na drugo. Zamašek odstranimo. Odstranimo odpirač. Zamašek povonjamo.
krožnik in ponudimo gostu. In vino je pripravljeno za serviranje. Na koncu steklenico položimo nazaj v hladilec. Pa na zdravje. Na tem mestu je morda prava misel, da se ko vino spozna ognju, človeka pa pri vinu. Od žlahtne kapljice se preselimo še k žlahtnim jedem. Juha iz hrbtičnih kosti z ribano kašo, pečenice, krvavice, pražena jetrca, kislo zelje, kisla repa in krompir z ocvirki so jedi, ki smo jim že na začetku oddaje pripisali, da so jedi poročenih okusov. Skupaj sodijo tudi zaradi tradicije slovenske prehranske kulture, v kateri koline predstavljajo pester nabor izdelkov in jedi. V šolski kuhinji so imeli veliko dela. Poglejmo. Lepo pozdravljeni spet v naši kuharski oddaji. Danes vam bom z rokom pripravila hrbtično juho s korenčkom, pastinjakom, zeleno, kolerabo ter porom. Potem bomo še pripravila pa zelje, za katero potrebujemo še slanino ter čebulo. Potem še bomo pripravila repo, sledil še bo krompir z ocvirki ter jetrca, za katero še potrebujemo čebulo. Potem pa še tudi pečenica ter krvavica. Za vse to pa še bomo potrebovali sol, poper, poper v zrncih, škatni orešček, lovorjev list, olje ter seveda vodo. Če kar začnemo, jaz bom pričel z rezanjem krompirja. Jaz pa bom začel z juho. Krompir narežemo na takšne majhne kockice. V vodo dodamo kosti. Tako. Vodo še prej solimo. Ter vso zelenjavo. Tako, Malo narežemo solimo. krompir. Ta krompir pa sedaj damo kuhati. Tako, zdaj si bomo to juho in krompir prestavila na drugo površino, saj tu potrebujemo prostor za ostale jedi. Tako. Mislim, da juho lahko počasi predstaviš. Tako. Prav tako lahko še tja daš krompir. Tako. Sedaj bom pa jaz nadaljeval z repo. Prižgemo, pristavimo vodo. Tako, jaz pa bom pričel z zeljem. Najprej si prepražimo čebulo ter slanino in dodamo zelje ter vse skupaj začinimo. Tako. V vodo damo repo. V lonec dodamo nekaj olja. Tako. Dodamo poper v zrnih. Ter počakamo, da se olje segreje. Solimo. Ter dodamo še lovorjev list. Tako. Še premešamo. Ter pustimo, da se nam kaša kuha. Dodamo čebulo. Ter jo prepražimo, da postekleni. Pazimo, da se nam čebula ne zažge. Pečenico smo seveda že skuhali, krvavico pa bomo popekli na olju. Sedaj bomo počasi dodala slanino, ko nam bo čebula posteklenela. Čebulo lahko še tudi malo solimo, da se izrazi njen vonj ter aroma. Ko je čebula posteklenela, dodamo slanino. Ter vse skupaj dobro premešamo.
Ko bo čebula prepražena, še bomo dodali kislo zelje. Katere bomo dodali lovorjev list. Ter solili, ter popravili še malo. Tako, lahko dodamo zelje. Solimo. Malce popramo. Ter dodamo lovorjev list. Tako. Tako mi premešamo. Ko dodamo še nekaj vode. Tako. Mislim, da bo zadostovalo. Ter pustimo, da se nam repa pokuha, ter da se nam zelje dokonča, ter tudi krompir in juha. Tako, naša repa ter naše kislo zelje je pripravljeno, zato bomo ga odstranili. Jaz pa bom medtem pripravil ribano kašo iz moke, jajca, vode ter soli. Če kar začnemo, moko damo v posodo, dodamo jajce. Tako, naša juha je že gotova, zato jo lahko precedimo. Ščepec soli ter žlico vode. Sedaj si lahko pomagamo. Sprva tako, nato pa kar zamesimo testo. Tako. Večinoma uporabljamo ta recept za rezance ali kako ribano kašo. Eno jajce, ščepec soli, žlica vode ter 100 g moke. Tako, krompir imamo tudi že kuhan, zato si ga lahko damo v eno posodo. Precedimo krompir. Tako. Sedaj si pripravimo pult. Vse stresemo na pult in na pultu dokončno zamesimo. Boš pospravil to, prosim? Pri ribani kaši naše testo malo trše zamesimo, kot za rezance. Tako, ta čas pa si jaz pripravim ponev, v kateri bom popekel pečenico ter krvavico. Tako. Lahko mi boš počasi podal posodo, v katero bomo naribala ribano kašo. Tako. Sedaj pa naribamo. Boš ti naribal? Lahko. Tako, mislim, da imamo dovolj. Sedaj bomo ribano kašo skuhala v juhi. Tako. Medtem bomo pa kar začeli s pripravo jetric. Tako. Olje. Čebula ter jetrica. Tako, poskusimo ajdovo kašo. Kot vidimo, je že gotova. Zato jo lahko odstranimo. Pristavimo olje. Podaš eno kuhalnico, prosim. Izvoli. Počakamo, da se olje segreje, ter nato popečemo krvavico ter pečenico.
Počasi si lahko že pripravimo tam krožnik. Za glavno jed, tako tudi za juho. Ko je naše olje segreto, bomo dodali čebulo. Tako. Dodamo krvavico ter pečenico. Tudi moje olje je vroče, zato bom dodal čebulo. Ne dodamo je preveč. Tako, hvala. Čebulo malo solimo, da izrazi pravilno aromo. Medtem lahko precedimo repo. Tako. Tako. Pazimo na tako. Tukaj še dodamo malo olja. Dodamo jetrca in jih na hitro prepražimo. Dodamo še malo olja. Mislim, da je tvoje že počasi pripravljeno. Moje je tudi. Zato lahko izklopimo. Jaz bom precedil repo. Tako. Nato pa še prepražimo krompir na olje ter nekaj ocvirkov. Tako. Pustimo, da se v redu segreje. Midva lahko že počasi začnemo s krožnikom. Tako. Mi boš podal kar juho, da jo damo na krožnik. Tako. Še boš sesekljal nekaj peteršilja ti. Ja. Tako. Damo še samo peteršilj. Premešamo. Mi boš podal še krompir. Seveda, samo malo. Tako. Dodamo krompir. Ter vse lepo prepražimo na naših ocvirkih. Prinesemo še si ostale stvari, ki jih potrebujemo za serviranje. Tako. Premešamo še krompir. Tako. Tudi naš krompir je pripravljen. Zato vse serviramo. Tako. Tako. Juhi dodamo nekaj peteršilja. Tako, in sedaj vse lepo serviramo. Hvala. Krompir. Tako. Zelje. Izvoli. Lahko bo spraviš.
tako tudi repo. Kolino. Ter naša jetrca. Za dekoracijo pa še lahko uporabimo nekaj rožmarina. Hvala. Oziroma, če imamo tudi tako lep žajbelj, lahko uporabimo tudi nekaj žajbelj. Ter naši jedi sta pripravljeni. Ter dober tek. Dober tek. Drage gledalke, dragi gledalci, upamo, da ste tudi tokrat uživali z nami, ki ustvarjamo šolo z okusom. Z vsako novo oddajo dobivamo nove ideje, naš krog gostiteljev se širi, s tem pa tudi naše izkušnje in znanje. Hvaležni smo za vaše odzive in jih prijazno pričakujemo še naprej. Nasvidenje, do prihodnjič.